Krščanstvo pa ni vera, ki bi se jo lahko filozofsko ali pa z razumom dokopal do tega, kar je bistveno krščansko, kajti krščanstvo temelji ne na naravi, ampak na zgodovini, na zgodovinskih dogodkih. Zgodovinske dogodke so pa seveda, če so se zgodili, so se, če se niso, se niso. To ne moreš tako raziskovati, kako naravo. Naravoslovje, fizika, pa karkoli že, astronomija, geografija, geologija, karkoli že. To je pač tisto, kar človek lahko raziskuje z nekim znanstvenim raziskovanjem, razmišljanjem, ne glede kje, pa ne glede v čem. Torej stvarstvo. Stvarstvo je knjiga Boga. So pa tri področja stvari. Neživa narava, bi lahko rekli, neživa narava, živa narava, se pravi rastline in živali, tudi čebelca, in potem seveda človek. Svet je vse, kar je, neživi in živi svet. In seveda, v zgodovini se je, lahko rečemo, zelo o tem razmišljalo, kje so zdaj, kako se te tri področja med seboj ločujejo. Neživi svet, se pravi, mrtvi svet, negibni svet, snov, materija, ki nima v sebi nobene lastne energije, oziroma ki se ne giblje z lastnimi silami, potem živi svet, področje življenja in potem seveda človek. Če je čisto vsaka stvar prigodna v tem svetu, seveda vsaka stvar je prigodna, bi lahko ne bila. Potem dejansko s tem, ko rečemo, da to ves čas traja, še nismo odgovorili, če je čisto vsaka stvar taka, ki bi lahko ne bila, potem tudi celota taka, da bi lahko ne bila, potem še vedno nismo odgovorili na to, zakaj bi to moralo biti. Edina druga stvar, druga možnost pa je, da stvar prihaja, da stvarstvo, mislim, da vesolje, da vse to, kar smo, narava, kakoli že hočemo reči, da to prihaja od nekoga, od nekod drugot. Da je počelo. To imenujemo počelo. Počelo je tisto, odkoda nekaj prihaja. To je počelo ali princip. In da je to nekdo, ta pa je nujen, po svoji naravi je nujen, ne more ne biti, je drugačen od nas. Je nujno popolnoma drugačen od nas, tako da niti razumeti ne moremo. On je počelo, v katerem imamo mi svoj izvor. Negativna teologija. To je pa ena teologija, ki je izhajala iz tistega, ko sem rekel, novoplatonstva. Novoplatonstvo ni bilo vedno dosledno v sebi. Ki je rekla takole, mi ljudje je jasno, da tisto, kar mi vemo, kar mi poznamo, to je ta svet. Bog je drugačen. Ampak mi Boga ne vidimo, Boga ne direktno, neposredno nimamo kontakta z njim, tako da bi ga lahko spoznavali, spoznam to mizo. Se pravi, jaz ne moram o Bogu vedeti nič, kakšen je, samo eno stvar lahko vem, kakšen ni. Gotovo, da ni rdeč, gotovo, da ni trd, gotovo, da ni 20 metrov visok, to gotovo, da ni tako. Skratka, to so smiselne trditve, da rečemo, kaj Bog ni, kaj pa v resnici je, pitaj Boga. Torej, Bog je transcendenten, je vedno onstran in tisto, kar bi jaz rad danes dopovedal, Bog ni poleg sveta. Mi si vedno predstavljamo, to je naš antropomorfizem, se pravi naša, kako bi rekel, ko ne moramo iz svoje kože ven in si predstavljamo stvari po človeško. Jaz
sem poleg te mize, ne, jaz sem poleg vas, ne, smo drug poleg drugega. Bog pa ni poleg sveta. Zakaj? Če bi bil poleg sveta, bi bil na isti ravni kot svet. Pa bi bilo bistvene razlike. In potem se če bi bil Bog poleg, bi bil omejen s svetom. Tam, kjer je svet, tam ni Boga, in tam, kjer je Bog, tam ni sveta. In Bog se s svetom ne sešteva. Ni svet in Bog skupaj. Ne morete seštevati.